Ok, en lep dober večer vsem skupaj. Dober večer. Moje ime je Tadej Bevc, z menoj je Tomaž Gorec. Jaz upam, da nas dobro slišite. V vsakem primeru, lep pozdrav na tem našem hangoutu. Tale hangout nastaja z enim preprostim razlogom in to je, da pač vsem, ki vas te zadeve zanimajo, predstavimo, kako na internetu zaslužiti, predvsem kako zaslužiti na internetu z bloganjem. In Tomaža smo povabili zraven iz preprostega razloga, to je zato, ker je Tomaž preverjeno mojster zaslužka z bloganjem. Tako da, samo sekunda. V glavnem slišite nas dobro, to smo želeli testirati. Skratka, tole danes bo izgledalo tako, da bomo Tomažu postavili par preprostih vprašanj. Tomaž nam bo pa predstavil svoje izkušnje, kako on bloga, zakaj bloga, in pa predvsem bomo govorili o enem njegovem, že zdaj lahko rečemo, zelo uspešnem projektu, verjetno bo pa še veliko bolj, ne? Upajmo. V glavnem, za začetek bomo naredili tako, da bova midva s Tomažem zagnala naš PowerPoint, pa boste lahko potem spremljali na PowerPointu, v nadaljevanju se pa spet vidimo. Tako da, Tomaž, čisto za začetek bom dal kar tebi besedo, da se malo na kratko predstavi. Jaz verjamem, da te večina ljudi pozna. Za vsak slučaj, za tiste, ki te pa ne, na hitro, kdo je Tomaž Gorec, zakaj bi te poslušali, zakaj te ne bi, in tako naprej. No, jaz sem Tomaž Gorec, kot si že povedal, z tem, bi rekel, internet marketingom se jaz nekako ukvarjam že ene 10 let. To je bolj postalo naključno. Včasih smo v mojem podjetju prodajali baterije za mobilne telefone. Naredil sem neko preprosto spletno stran in potem sem se začel spraševati, zakaj, če v Google ali v Najdi si vpišeš baterije, zakaj se neka spletna stran pojavi visoko, nekatera pa ne, in potem sem to začel raziskovati in potem sem se začel ukvarjati predvsem s to optimizacijo spletnih strani. Optimizacija spletnih strani, to je to, da pač neko spletno stran pripelješ visoko na Google po tistim ključnim besedam, ki so pomembne za tebe. Se pravi, če je to neki vulkanizer, ga visoko pripeljamo pod gume, zimske gume, letne gume in tako naprej. In s tem sem se potem, to mi je bilo všeč, najprej sem samo za nas delal, potem sem še stranke dobival in nekako to. Ok, kar se tiče samega zaslužka na internetu, glede na to, da danes na tem webinarju govorimo, če bi te vprašal, kaj je tisti glavni razlog, zakaj si se ti začel s tem ukvarjati, oziroma kaj ti vidiš kot tisti glavni razlog, zakaj bi se morali začeti tudi drugi ukvarjati čim prej z neko gradnjo zaslužka na internetu? Jaz sem se s tem začel ukvarjati zato, ker takrat, govorimo to 10 let nazaj, je bilo to zelo enostavno. Zelo enostavno je bilo priti pod bilo katero ključno besedo na Google visoko. Ta zadeva je bila še manj razvita in pač je bilo super, dosti enostavno je šlo in zato sem se s tem začel ukvarjati. Seveda to ne pomeni, da se danes ne da, tudi se da, mogoče so danes še večje priložnosti, kot so bile takrat. Je mogoče malo težje vse skupaj, malo več znanja potrebuješ, ampak še zmeraj je to zelo dobra zadeva, pa meni osebno tudi zanimiva. Je pa tako, da veliko več možnosti za uspeh imaš, če te tudi ta zadeva malo veseli. Če te ne veseli, da delaš na silo, je verjetno malo težje priti do rezultatov, ampak to je verjetno v vsakem poslu, ne samo v tem. Ja, verjetno res, ja. V glavnem, da ne bomo predolgi s tem webinarjem, gremo na bistvo. Torej, Tomaž ima res ogromno projektov na internetu, ne vem, koliko ga kdo izmed vas spremlja, ampak Tomaž, kje ti v bistvu črpaš sploh te ideje za te svoje projekte, glede na to, da imaš jih toliko in tudi v bistvu na različnih področjih? Ja, lejte, jaz sem že več, mislim, že od nekdaj nisem dokaj kreativen. Zmeraj sem imel neke kreativne ideje. Dosti temu, da imam neke dobre ideje, pripisujem tudi temu, da zelo redno hodim na razne seminarje, preberem veliko knjig in potem nekaj prebereš, se ti utrne neka ideja in jo potem pač spelješ.
Zdaj, pri teh idejah je tudi zelo pomembno, ne, da zelo hitro reagiraš. Meni, ko je pala ta ideja, da bom napisal vodič za Otok Krk, jaz sem takoj naslednji dan dal oglas, da iščem nekoga, ki mi bo to pomagal, in sem vedel potem, ko sem dal oglas na internet, da te poti ni več nazaj. Se pravi, jaz sem dal oglas, da bom napisal Otok Krk, vodič za Otok Krk, in zdaj to je bilo na internetu, to je neka javna zaobljuba, in če z tega ne bi naredil, bi rekla, se ta človek ni resen. Tako da to je tudi dosti pomembno, da greš takoj v akcijo. Se pravi, zaobljubo na internet pa v akcijo. No, pa seveda, vso izobraževanje so tukaj zelo pomembne. Se pravi, jaz non-stop obiskujem vsa možna seminarje. Se spomnim že, ko sem pred 10 letem hodil na seminarje, takrat je bilo to bistveno dražje, takrat smo tudi, če bi zdaj to v evre spremenil, plačevali za seminarje 400-500 evrov enodnevne. Danes je to bistveno cenejše in toliko možnost za izobraževanje, kakor jih je danes, po neki ugodni ceni, mislim, da jih ni bilo še nikoli. In smo spet lahko pri internetu. Na internetu danes res dobiš teh izobraževanj, koliko hočeš. To je res, na internetu je ogromno izobraževanj, čeprav je še zmeraj presegam na tiste izobraževanje v živo, ker jaz mislim, da nikoli ne more se človek toliko naučiti iz enega online izobraževanja, kakor pa iz nekega izobraževanja v živo. Ok, malo si že omenil, da rad potuješ, tako da nadaljujemo tole tvoja spletna stran, mogoče par besed o tem. No, to je moj blog, ki ga, bi rekel, malo bolj redno pišem zadnje čase. Zdaj, jaz se ne ukvarjam sam s tem, oziroma v našem podjetju se ne ukvarjamo s tem, da služimo nekaj z bloganjem. Pač, vsaka spletna stran ti pač prinaša zaslužek. Zdaj, ali je to prav blog, da nekaj pišeš, ali pa pač spletna stran, zdaj niti ne vem točno, spletno stran, ki bomo potem malo kasneje predstavili, se pravi ta otok-krk.si, to je v končni fazi spletna stran, ampak nekdo bi pa tudi lahko rekel, da je blog, tako da jaz niti nimam neke bistvene, ne ločem zdaj nekaj zelo spletna stran ali blog, tako da to spletno stran, zdaj ta moj blog zadnje čase pišem bolj redno, tudi malo bolj promoviram in se pač trudim, tako da je kar dober bran. In bi rekel, da tudi prinaša dosti dobre finančne koristi. Je pa že ta blog na potovanja, se vidi, da res to obožuješ. Ja, zdaj zelo priporočam ljudem, da delajo tisto, kar jih veseli. Mene veselijo potovanja in v tem vidim ogromno priložnosti. Zdaj, če bi me nekdo drug vprašal za neki drugo temo, bi mu težko svetoval, ker jo ne poznam, ampak za potovanje pa lahko garantiram, da je na spletu še ogromno priložnosti. Tako, tukaj si zdaj lepo povedal, da tudi tisti, ki gledate tale webinar oziroma mogoče kasneje posnetek, zelo je pomembno, da res ne kopirate, da bom tako rekel, Tomaža in da greste zdaj delati nek blog o potovanjih, če vas te zadeve ne veselijo. Jaz osebno jo priznam, ne da ne potujem rad, ampak sigurno pa ne tako kot Tomaž, in osebno se niti približno ne vidim, da bi šel kdaj delati kako tako spletno stran oziroma projekt, kot ga dela Tomaž in zaradi katerega smo danes v bistvu na tem webinarju. Torej, Tomaž je že večkrat danes omenil tale turistični vodič za Otok Krk. Meni je ta projekt izredno zanimiv, tudi ko sva s Tomažem govorila o vsem skupaj, kakšne plane s tem projektom ima, gre res za super idejo. Tako da smo se odločili, da naredimo tale webinar z namenom, da malo predstavimo cel projekt in pa da vidite, kako se res lahko na internetu dela in zasluži z bloganjem. Torej, Tomaž, par besed na splošno o tem tvojem turističnem vodiču za Otok Krk. No, če rečem še par besed, glede na to, ko si rekel, da me ne kopirati. Jaz zelo rad vidim, če me kdo kopira, ker če me kdo kopira, potem pomeni, da imam dobre ideje, tako da, če bom jaz videl kakšne podobne projekte, ki jih imam jaz, bom zelo vesel, tako da jaz se na tem nič ne razburjam, ker se mogoče kdaj koga slišiš, ja, to je bila pa moja ideja, pa so mi jo skopirali. Jaz se zaradi tega ne sekiram. No, zdaj pa, če gremo v tem Otok Krk,
projektu je bilo to, kar sem že prej rekel, ne. Bil sem enkrat na Krku, malo sem tam se sprehajal, raziskoval, kolesaril, tekel in sem rekel, kako je tukaj zanimivih stvari, pa niti nikjer nobenih podatkov, pa tako naprej. Poznam veliko ljudi, ki hodijo na Krk že 10-15 let, pa ne vem, primer hodijo v Nivice, pa niso še nikoli dalj do Baške prišli, ker pač jih nič ne zanima, ampak sem prepričan, da bi tudi te ljudje šli še kaj pogledati, če bi imeli neke, da bi jih nekdo jim povedal, kaj vse lepega najdejo na Krku. In zato sem se takrat odločil, da bi naredil vodič za otok Krk. Seveda, ni čisto samo to razlog, da mi je Krk toliko všeč in tako naprej, čeprav mi je super otok, sem bil zdaj 28 dni na Krku in je bilo super, ampak predvsem, zakaj sem se za Krk odločil, zato, ker pač sem preveril, kaj se v Sloveniji največ išče na Googlu, se pravi na internetu, in daleč največ iskanj ima otok Krk, se pravi na tolikšen, kakor je, na tolikšno površino, kakor ima on daleč največ iskanj. Zdaj, ta drugi je otok Pag, ampak ima bistveno manj iskanj, ne. Zdaj, če bi šli komplet celo Istro, jih ima bistveno več, ampak to je pa veliko večji teritorij, tako da je bil otok Krk najbolj optimalen za, bi rekel, iz vidika biznisa za to narediti. Verjetno obstaja tudi še kakšne lepše stvari na Hrvaškem, sam, kar se pa tiče biznisa, je pa tole siguren otok Krk najboljša ideja. Se pravi, to pol tisti razlog, da si izbral Hrvaško in otok Krk, ne pa recimo Slovenije. Ja, no, Slovenci, vsi, mislim, večinoma gre na dopust na Hrvaško in pač v Sloveniji ni primerljivih, ne vem, če bi hotel narediti, ne vem, neki vodič za Gorenjsko, je pač manj iskan, tako da sem se pač potem lotil otoka Krk. Iskanja, ne. Ja. Čeprav bi lahko s takim znanjem, pa z vsem tem, kar imaš, pomagal, vidiš, slovenskim turizmu. Ja, no, zagotovo bi, ker moram reči, da ta projekt je tudi dosti odziven bil, ne, ker vidim, tako tudi zelo veliko mailov sem dobil, pohvale in so nas pohvalili, kako je dobro, no, celo to sem doživel, da so eni 3 ljudje mi pisali, da so na osnovi tega, kar so brali, šli potem naslednji vikend na otok Krk, in to je tudi se prepričal za vsem tem, kar ste pisali na spletni strani, da bom šla pogledati in pridem čez vikend na Krk in je res prišla in so se tudi dobila na kavici, tako da jo je res ta zadeva prepričala. Ne, se projekt je res zanimiv. Mogoče pa evo, ideja za naslednji projekt, da narediš en turistični vodič za Slovenijo, pa mogoče dobiš več sodelavcev, ker bo lahko ti drugi iz Slovenije z različnih koncev se ti pridružili, blogali za tebe, svoje znamenitosti, svojega kraja in tako naprej. No, vse je možno, ne, čeprav, če tukaj za otok Krk povem, ne, tukaj vidim, ne, že prej sem vedel, da to je, bi rekel, potencial za ustvarjati neki zaslužek, ampak ko sem bil tam, sem pa videl, da je to pa še bistveno večji, ker mislim, da je nekih apartmajev plus sob je na Krku več kot 4000 in vsi se borijo, velike prazniki in vsi so pripravljeni nekaj v reklamo vlagati in tako naprej, tako da tukaj so možnosti res neverjetne, ne vem zdaj, a so tudi v Sloveniji tolikšne, ampak na Krku zagotovo so. Ok, mogoče tole zdaj naslednje vprašanje, lahko se vežem na ta tvoj projekt oziroma na podobne projekte, kjer bi nekdo delal takele vodiče ali pa na kakršenkoli drug projekt podobnih razsežnosti. Kaj je v bistvu potrebno, da tak projekt izpelješ? Kako se takšnih večjih projektov lotiti sploh na internetu? No, tole jaz niti ne vem, ali se šteje za neki večji projekt, čeprav dobro, majhen tudi ni, ne, pa tudi uspešen bo. Če čisto povem, tam okoli 20. septembra je imela ta spletna stran okoli 600 obiskovalcev na dan, kar je zelo veliko glede na to, da še ni imela veliko vsebine gor, pa nismo še delali na optimizaciji in tako naprej. Tako da računam, da ta spletna stran bo imela v tisti glavni sezoni od maja pa do avgusta po 2000 obiskovalcev na dan. To je pa že kar lepa številka in kar pomeni tudi zelo lepe prihodke.
Zdaj, da se nekaj pač tacgale lotiš, pač sam lotiti se moraš, ne. Iti moraš, raziskovati, pač meni je to bilo še užitek, meni je bilo z veseljem, sem vse tiste pešpoti prehodov, ki so tam bile, raziskal vse take skrite kotičke, slikov, tako da to je bilo v bistvu ene vrste dopust. Se pravi, jaz sem to hodil okoli znamenitosti opazoval, pa potem malo zadeve urejal, pa tako naprej, ne, tako da seveda sem mogel potem tudi, ko sem bil tam, sem tudi še delal, sem mogel tudi še par stvari za firmo skrbeti in tako, ne, tako da delal, kar sem, ampak mi je bilo zelo super, no. Se pravi, v bistvu, da tako, recimo, tak vodič delaš, ti v bistvu greš na Krk, potuješ, gledaš znamenitosti, slikaš in se doma potem oziroma apartmaje usedeš za računalnik in napišeš recimo en prispevek na blogu. Točno tako, s tem, da naj še povem, ne, da tukaj se da vse zmeniti za prenočišče in za hrano, da imaš kompenzacije, tako da to tudi ne pomeni, da sem si zdaj mogel 28 dni plačati prenočišče. Jaz lahko rečem, da sem vsa prenočišča brezplačna in v nekaterih primerih tudi hrano, tako da zdaj, če bi kdo rekel, da pa si ne more tega privoščiti, ker nima sredstev, da bi si prenočišče plačal in tako naprej, to je samo zgovor. No, ampak ti si šel, recimo, kaj? Si šel do teh lastnikov apartmajev in si rekel, v zameno za to, da mi date prenočišče, oziroma, ne vem, 3-4 dni vaše apartmaje, jaz napišem kaj, članek na svojem blogu. Tako. Vas bomo omenili ali na svojem blogu ali na tej spletni strani otok-krk.si. Tako da... Pa so imeli te lastniki apartmajev kakšne rezultate od tega? Rezultate so imeli, mislim, zdaj teh, ko sem bil pri njih septembra, ne, je težko reči, da so imeli kakšne rezultate, ker septembra se sezona končuje. Sem bil pa pri eni gospe v Šilu na začetku poletne sezone in sem pač en prispevek napisal na svoj blog in ko sem spet prišel septembra k njej, mi je rekla, da v bistvu je bila sezona zelo slaba, da pač še tisto gostov, kar jih je bilo, da jih je verjetno prišlo zaradi tega mojega zapisa na blogu in da sploh ne ve, kaj bi, če ne bi mene spoznala. Rekla je tudi, da verjame v Boga in da je prepričana, da je Bog mene poslal. To so njene besede, sem jih točno tako povedal, kakor jih je ona rekla. Ok, se pravi, če malo na hitro povzamemo, pač bistvo je, da delate tisto, kar vas veseli, Tomaža veselijo potovanja, zato je za njega idealen projekt nek takle turistični vodič. Potuje po otoku Krk, ogleduje si znamenitosti, pride nazaj v stanovanje, v apartma, ki ga praktično dobi večinoma zastonj, oziroma, kot bo v nadaljevanju nam še malo povedal, bo verjetno slej ali prej tudi kaj še zaslužil s tem. Vsekakor pa evo, napiše svoj blog in enostavno na tak način potem nastaja takale spletna stran, obiskovalcev na spletni strani vse več in kot nam bo zdajle v nadaljevanju Tomaž povedal glede virov zaslužka, je potem tudi zaslužka posledično, ko vse več. Se pravi, Tomaž, kakšni so torej viri zaslužka iz take spletne strani oziroma s takim projektom, ki je internet tukaj igra vlogo? No, tukaj je možnost, kako zaslužiti zelo veliko. Tista najbolj enostavna je, da gor daš Googlove oglase in način od tega. Se pravi, se ti ni treba z nobenem dogovarjati za kakšno oglaševanje ali karkoli. Ti sam daš oglase in pač te to plača Google mesečno, kolikor zaslužiš, toliko dobiš. Potem druga možnost je, pač da nekomu prodaš, bi rekel, neki sponzoriran članek, se pravi nekemu apartmaju, da nekaj lepega od njega napišeš in mu to računaš, ne vem, 100, 150, 200 evrov. Ta cena je odvisna od obiska spletne strani. Se pravi, lahko je tudi bistveno večja cena, kakor sem jaz rekel, tudi odvisno, ne, pač od človeka, kakšen apartma ima, če ima več apartmajev, po večji ceni se da lahko od njega več dobiš kot nektoga, ki ima neki apartma za 2 manjšimi apartmaji. Tako da to je ta druga možnost, s katero lahko zaslužiš. Zdaj, nekateri so malo skeptični, da plačajo neki fiksen znesek, bi šli raje na to, da ti dajo 15 do 20% provizije, če kdo pride preko tvoje spletne strani do njega.
To je sicer malo več dela, pa malo bolj zakomplicirano, ampak sem prepričan, da se tudi izplača. Sem pa prepričan, da skoraj vsak lastnik apartmaja je pripravljen za tako sodelovanje, da gre na provizijo. Na tisto, da ti nekaj fiksno plača, jih je mogoče malo manj, ampak so zelo dojemljivi za to. Jaz se s tem sicer še nisem veliko ukvarjal, ker tukaj v prvi fazi mi je bilo pomembno, da si ogledam vse znamenitosti, da znamenitosti gor dam. Se pravi, s tem oglaševanjem pa trženjem se bomo pokvarjali zdaj po zim, pa spomlad in tako naprej. Ne. To so te najbolj, bi rekel, najbolj običajni načini, kako zaslužiš. Seveda bomo tukaj na spletni strani tudi, bi rekel, še gradili neko seznam ljudi, ki bojo prijavljeni na e-novice, potem tudi, če neki v teh e-novicah neki apartma ali hotel priporočiš, si lahko za to plačan. Seveda ni pa tukaj samo na apartmaje nismo osredotočeni, tukaj so in hoteli in restavracije in vse živo in tiste ladjice, ki te vozijo okoli na izlete in tako naprej, tako da tukaj so možnosti res velike. Zdaj, še to bi povedal, to je samo slovenska verzija. Ta vodič bo v nekih minimalno 5 jezikih, mogoče pa celo v 10, tako da to je zdaj potem še bistveno vse poveča prihodke. Zato sem te želel vprašati, kakšni so v bistvu neki dolgoročni cilji tega projekta. Je to samo, da napišeš, pa to ali boš delal konkretno? No, jaz, ker sem tak človek, da so mi zmeraj všeč novi izzivi, jaz bi to rad pripeljal do neke točke, da bo zadeva zalaufala, potem bom pa zato dobil nekoga človeka, zaposlil, da bo to vodil, ali mogoče celo nekega partnerja, vzel partnerstvo, da bo on to vodil, jaz se bom verjetno lotil pa drugih projektov. Predvsem imam v mislih tale projekt, ki ga vidite tukajle, to je neka spletna stran, spet tema potovanja. Grafično se bo še dodelala, ta zadeva je še v povojih, ampak se ravno to bo zdaj projekt, na katerega bom najbolj fokusiran. Je pa ta projekt naj bi pa potekal tako, se pravi, na tej spletni strani se lahko prijavi kdorkoli želi in piše popotniške vsebine gor na spletni strani. Od tega bo ta oseba tudi plačana. Plačilo bo potekalo na osnovi tega, da 60% prihodkov, ki bo ustvarila spletna stran, bomo razdelili nazaj med pisce člankov. To je, vidite, v angleščini, tukaj se želim pritegniti predvsem ljudi iz angleško govorečih držav, da bi to pisali gor članke, se pravi Amerika, Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, Anglija in tako naprej. In tukaj na globalnem področju so pa tudi zaslužki od vseh teh oglasov in tako naprej, so bistveno večji, kot rečemo v Sloveniji. Tudi možnosti, ki si me prej sprašal, rečemo, so tukaj še zaslužek preko booking.com, če daješ tukaj, promoviraš neke hotele, pa potem je neka spletna stran Hotel Combines, pa veliko je še teh affiliate programov na temo potovanja, ki jih lahko uporabiš. Te zadeve so malo manj primerne za projekte v slovenskem jeziku, ker ni pri nas vseeno, čeprav že veliko uporabljamo booking.com, ampak še zmeraj bistveno manj, kot nekdo v Ameriki. V Ameriki je čisto logično, gre prek booking.com si hotele rezervirati. Tako da tale projekt mislim, da bo zelo zanimiv. Nisem na začetku omenil, da imate možnost postavljati vprašanja. Če imate kakršnokoli vprašanje, je najboljše, da pišete na info@spletna-akademija.si in na koncu bova s Tomažem pogledala vprašanja in na pari bova odgovorila. Rekli smo, da ne bomo predolgi s tem webinarjem, ampak evo, par odgovorov pa bomo le dali na najbolj zanimiva vprašanja. Ok, gremo zdaj na ta glavni del tega webinarja in sicer konkretna navodila, priporočila, kako lahko vsi, ki gledate tole konferenco, začnete delati take projekte, kot sem že rekel,
Če vas potovanja ne zanimajo, potem dejstvo, da ne boste takega projekta delali, ampak vidite, kakšna je ideja, kakšno je razmišljanje za takim projektom in enostavno lahko realizirate kakšne svoje ideje. Tako da, evo, tukaj ima Tomaž napisanih par stvari, par pogojev, da uspete z neko tako spletno stranjo oziroma z blogom, tako da Tomaž kar. No, tukaj vidite vse te glavne točke, ki so napisane, pa če začnem kar s prvo. Se pravi, če ti pišeš neki blog ali neko spletno stran, dodajaš gor vsebino, je zelo v redu, da pač pišeš o neki taki temi, ki zanima širši krog ljudi. Rečemo, potovanje je zagotovo ena od takih zadev, ne. Zdaj, če bi jaz pisal, ti si arhitekt, ne, če bi zdaj pisal o neki arhitekturi, arhitekturo zanima bistveno manj ljudi, kakor pa potovanje, tako da imaš pol ti bistveno manj možnosti, da za tem zadevam uspeš. Tako da je dobro, da imate neko tako temo, ki zanima širši krog ljudi. Potem pisati morate dobro in zanimivo. Se pravi, tukaj bi rekel predvsem zanimivo. Jaz sem iz srednje šole izšel skoraj polpismen, tako da nikoli nisem bil dober za pisati, ker mene šola takrat ni zanimala, se tega nisem zavedal, da pač je vse v znanju, danes se tega zavedam, takrat se žal nisem. Ampak, glejte, s treningom se da vse doseči in če jaz pišem zanimive članke, sem prepričan, da jih lahko mrzdo oziroma skoraj vsi. Se pravi, ljudje radi berejo neke zgodbe. Seveda, zgodbe tudi sam ustvarjaš, ne, če greš na neko potovanje in si ogledaš neke zanimive stvari, je tudi zgodba zanimiva in jo potem ljudje rajš preberejo. Rečemo, jaz sem pred kratkim napisal na svojem blogu en članek o Trebinju, to je mesto na jugovzhodu Bosne, zelo lepo mestece, ampak sem ga res raziskal in vse zanimivosti pogledal in ta članek je bil zelo, zelo, zelo bran. Ampak to je tudi verjetno zato, ker sem vse doživel, ker sem se šel tam po nekih kozjih poteh, sem se vozil, pa take zadeve, tako da je pač bilo nekako pristno, pa dobra zgodba je bila, ne. Potem ta tretja točka je, da je zelo dobro, če poznate vsaj osnove optimizacije spletne strani. Jaz poznam zelo veliko, tako naletim na zelo veliko dobrih blogov, ki zelo super pišejo, zelo luštno jih brati, ampak absolutno nič ne razmišljajo o tej optimizaciji in se pravi, ta blog ljudje bolj pišejo zase pa za svoje prijatelje, ker drugih ne najdejo. Ker zdaj v blogu je pomembno to, ne, če ti pišeš o izletu v Sarajevo, je pomembno, da napišeš tako, da če bo nekdo v Google pisal izlet v Sarajevo, da se bo ta tvoj članek visoko pojavil. Če pa to čist nič ne razmišljaš, potem se pa ni in potem bolj pišeš zase pa za prijatelje. Seveda, ni samo optimizacija spletnih strani ta, ki vam prinese obisk na vaš blog. Tukaj so potem tudi socialna omrežja, rečemo, to je en zelo, zelo dober vir, celo boljši mogoče kot optimizacija. Rečemo tako, da ta četrta točka je dobro poznavanje socialnih omrežij, predvsem Facebooka. Iz Facebooka lahko ogromno obiska dobite na svojo spletno stran. Tudi če to gradite, lahko res gradite neko tako zadevo, da vam to potem imate vsak članek, ki ga napišete, dosti obiskovalcev. Tukaj potem še Google Plus je zelo zanimiv, sicer iz njega ne boste dobili nekaj zelo veliko obiskovalcev, vam bo pa pomagal dosti pri optimizaciji spletne strani, pa YouTube tudi postaja vse bolj pomemben. Tudi ljudje radi gledajo filmčke, tudi za optimizacijo dobro, tako da ta 3 socialna omrežja je dobro, da jih zelo dobro pomagajo. Potem pomaga tudi znanje z področja marketinga in prodaje. Jaz sem že omenil prej, obiskujem zelo, zelo veliko seminarjev, zadnjih 10 let se izredno veliko izobražujem, sem na ogromno seminarjih, tako da če se le da, vse kar mi je všeč, nobenega ne zamudim. Tako da mogoče z tega področja, če sem tam kratek nasvet,
preberite si 2 knjige, ena je priročnik za pisanje oglasov, druga pa Direktni marketing po zdravi pameti. To so 2 knjige, ki vam bodo dali ogromno znanja s področja marketinga, prodaje in tako naprej. Ker to tudi ne, če hočeš ti dobiti obisk na svojo spletno stran, v bistvu tudi prodaja. Zdaj na Facebooku, ko vi objavite en svoj prispevek, je zelo pomembno, kaj boste zraven napisali, da bo ljudje šli ta prispevek pogledati. Ali pa tudi naslov vašega članka, ki ga boste objavili. Če bo dober naslov, boste lahko 3-krat več obiskovalcev dobili, pa bralcev. Če pa bo brezvezen, pa pač ne boste. Tako da to je tudi dosti pomembno. Potem, kot sem rekel, iznajdljivost, unikatne ideje je kreativnost. To je tudi vse zelo pomembno. To spet dobite s seminarji, pa z branjem knjig. Pa seveda, pripravljeni morate biti trdo delati. Jaz, primer, včeraj sem delal točno do 12, ampak se pravim, jaz rad delam in mi to ni težko. Misliš polnoči? Do polnoči, ja. Tako da meni pač to, kar delam, mi ni težko delati. Seveda, kdaj imam kaj, ki pride, kakšna taka dela, ki vem, da jih moram narediti, pa jih ne narajš, tisti me kdaj malo tako nervira. Drugače vse to v vezi interneta, pa kar delam, tako da nimam nekih težav. Je pa, ko enkrat vse te zadeve poznaš, je pa to dokaj enostavno. Tako da, rečemo, jaz imam zdajle vsaj 5 projektov v glavi, ki vem, da bi bili uspešni in da bi jih dobro speljal. Sicer vse pa človek ne more narediti, ampak seveda to je osnova vsega tega znanja, ki sem ga pridobival leta in leta in na seminarjih in z branjem knjig in samoučenjem in tako naprej. Ko delaš take projekte, greš kdaj raziskovati malo konkurenco. Zaradi spletne optimizacije vem, da greš, ampak greš pogledati konkurenco, recimo, si delal vodič za Otok Krk, si pobrskal kje po spletu, če ga drugi že delajo, kaj delajo, kako, še si lahko boljši. No, jaz sem predvsem pogledal, če obstaja kakšna tiskana izdaja. Zdaj nisem povedala, da mislim tudi pač ta vodič izdati kot knjigo. Čeprav se sam ukvarjam z internetom, sem še zmeraj tudi sam ljubitelj papirja in tudi na vsa potovanja, ki grem, zmeraj si kupim vodič, se pravi knjiga, tiskano na papirju, tako da še zmeraj tudi mislim, da je tudi tukaj veliko ljudi hoče na papirju, tako da tudi jaz bom to dal vodič natiskati, sicer to bo enkrat šele drugo leto, ker rabim še kar veliko podatkov zbrati na Krku, da bo pač ta knjiga popolna, pač internet je pač toliko boljš, ker lahko dodajaš, pa bomo pa dali čez 2 meseca, se ni problema, knjigo, ko pa daš enkrat v tisk, pa pač daš in potem ne moreš zadeve spreminjati. Zdaj, kar se konkurence tiče, tukaj sem sam pogledal, če obstaja kakšen vodič za Otok Krk v slovenskem jeziku in sem enega sicer najdel, ki je bil 10 let star in sicer ni slab, ampak veliko informacij pa ni noter, ki sem jaz prepričan, da so nujne za ljudi, tako da tukaj se nekaj na konkurenco niti nisem oziral. Tudi če bi obstajala še 2 ali pa 3 vodiče, sem jaz prepričan, da bi bil moj zanimiv, ker je malo drugačen, tudi če si pač to spletno stran otok-krk.si pogledate, boste videli, da so pač dosti zanimivi opisi narejeni, pač osebni doživljaji in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je zanimiv, pa tudi na osnovi tega, koliko smo dobili pohval, mislim, da dobro delamo, tako da tukaj se ne bi neke konkurence bal. No, tukaj bi sam še, ko si že omenil, da je zelo fajn, da je prednost interneta, da lahko sproti dodajaš. Vem, da veliko ljudi na internetu, ko se česarkoli loti, čaka, da bo imeli čisto vse napisano. Tale turistični vodič za Otok Krk verjetno še ne bi bil gor, če bi ti doma lepo pisal v Wordu vse članke in prispevke in jih pol dal naenkrat gor. No, to je sigurno, to je pač ena zadeva, ki se jo držim, tudi če nimaš vse idealno pripravljeno, grem v akcijo in naredim. To pač ni na moji glavi zraslo, to sem dostikrat na seminarjih slišal in se tega držim in mislim, da pač je pametno. Ok, samo malo na hitro še kakšno opremo, predvsem mislim programsko opremo,
potrebuješ, da nek tak projekt začneš? No, se pravi, rabiš imeti spletno stran, se pravi, rabiš neko gostovanje, domeno, nekdo, če ne zna sam, ti mora nekdo postaviti spletno stran. Potem so pa pač še neke orodje, ki rabiš neke, bi rekel, za maile, za pošiljanje mailov, za zbiranje mailov, rabiš taka orodje, tako da... Vse je dosegljivo na internetu, ne? Ja, vse je dosegljivo na In tudi internetu. dosti dostopne zneske, ne? To je prednost interneta, da lahko take konkretne projekte za zelo, zelo malo denarja začnete delati in realizirate, tako da vsekakor, kaj razmišljate v tej smeri. Skratka, se pa pač pomembno naučiti blogati, tako kot je Tomaž tole povedal. Ne vem, če imaš še kaj naprej, še kaj o temle? No, sam tudi pišem blog, bi rekel, na domeni zaslužek.org. Tukaj pišem predvsem o tem, kako zaslužiti na internetu. Tukaj pač tisti, ki vas to zanima, boste najdli kar veliko pametnih vsebin. Včasih tudi napišem kaj take članek, ki ga tukaj pač slučajno vidite. V soboto sem bil na nekem seminarju, tukaj je en del predavateljev, da gre pač meni, bi rekel, dokaj dobro v biznisu, je zagotovo tudi to, je pripomoglo tudi to, da hodim na dosti seminarjev, zato ker sem hodil na veliko seminarjev, sem tudi osebno spoznal Aleša Lisca, to je ta gospod tukaj na sredini, ki ga vidite, za njegovo podjetje tudi predavam na to temo internet, tudi postala sva osebna prijatelja in me je veliko naučil, veliko sem se od njega naučil, veliko mi je tudi pomagal, tako da to je, rečemo, zelo pomembno, če najdete enega takega človeka, ki vam zna nekaj pomagati. Tukajle, tale gospa, ki vidite na sliki, to je Dragica Korenjak, ona je izredno dobra motivatorka. Če imate cel kup izgovorov, zakaj ne bi delali, ali da niste z življenjem zadovoljni, ali mislite, da ne morete, ali da nimate sreče, ali karkoli mi predlagal, pojdite na njen seminar, vas bo zmotivirala, tudi je brez dlake na jeziku, tako da vam kdaj tudi direktno pove, kar misli, ampak to je na koncu samo dobro za vas. Tako da, to je to, obiskujte seminarje, berite knjige, pa se pravim, če vas zanima, kako zaslužiti na internetu, tudi na tej spletni strani zaslužek.org najdete veliko koristnih informacij. No, ko smo bili pri seminarjih, jaz se bom kar navezal na naše seminarje, ki jih organiziramo v novembru in pa v decembru. Vsako soboto bomo v drugem kraju, 5 različnih krajev po Sloveniji, tako da nimate izgovora, da je predalec za vas. Tam bom jaz, tam bo Tomaž in pa še en najin kolega Mitja Drame. Skupaj bomo v bistvu šli čez en tak enodnevni seminar, kjer vam bomo dali vse informacije, ki jih potrebujete, da tudi vi praktično naslednji dan lahko začnete z nekim ustvarjanjem nekega bloga in mogoče nekega takega vira prihodka, kakšnega takega projekta, ki ga Tomaž ustvarja. Na seminarju boste dobili vse informacije, kot bonuse boste dobili pa tudi praktična znanja, namreč čaka vas veliko bonusov, predvsem se želim tukaj navezati na bonus, ki ga dobite, in sicer serijo izdelavi spletnih strani. To je, kot ste videli danes, ključnega pomena. Če želite neko tako spletno stran ali pa blog narediti, morate to enostavno znati narediti in potem tudi sami urejati. In tako kot sem rekel, na teh seminarjih boste dobili informacije, po seminarjih pa v obliki bonusov tudi praktična znanja. Tako da jaz vas vabim, ne vem, na kateri spletni strani gledate tale webinar oziroma posnetek, nekje imate definitivno kakšno povezavo oziroma gumb, da si pogledate več informacij o teh seminarjih. Tako da jaz vas vsekakor vabim, da to izkoristite. Tomaž, boš kaj dodal v zvezi s temi seminarji? No, jaz lahko povem, da pač sem prezentacijo za te seminarje že naredil, sem se potrudil, da bom res dal prave informacije in tudi bi rekel informacije iz prakse, tako da bojo ljudje res lahko se nekaj naučili. Tudi sam bom imel par dobrih predlogov, kaj ljudje lahko delajo, tudi
tem ljudem, ki bojo na seminarju, bom, če se bojo odločili, da bojo kakšen tak projekt delali, in bom tudi pripravljen kaj pomagati. Tako da tudi iz naše strani bomo neke nagrade potalali, tako da na ta seminar se vam vsekakor splača priti. Tako, ja. Kot sem rekel, poiščite kakšno povezavo, gumb na tej strani, kjer gledate, vsekakor lahko pridete do več informacij in dajte izkoristiti. Bomo, da vas še malo spodbudimo, kar se teh stvari tiče, prijave na tele naše seminarje. Prvi seminar bo že 8.11. začnemo v Mariboru, bomo tudi v Ljubljani, Novem mestu, v Bledu in pa v Portorožu. In imamo presenečenje oziroma ene nagradice, da rečemo, za vse tiste, ki boste izkoristili in se danes prijavili na te seminarje, se pravi na enega izmed teh seminarjev. Dobili boste eno knjigico Aleša Babiča, Zakaj sem brez denarja, nova knjigica, ki mislim, da bo zelo popularna v naslednjih mesecih, v naslednjem letu, tako da dobite kot bonus, da vas malo spodbudimo k prijavi. Drugače pa, kar se mene tiče, Tomaž, imaš še kaj, da dodaš? No, kaj bistvenega nimam za dodati, lahko samo povem, da na tem moji spletni strani zaslužek.org, tukaj vidite na desni strani, je pač enovita knjiga, kako narediti spletna stran z njo zaslužiti. To je brezplačna e-knjiga, ki pač jo lahko vsak brezplačno dobi. Je koristna, tako da če še nimate, predlagam, da greste na spletno stran zaslužek.org in si vzamete to knjigo. Tako da to bi bilo z moje strani vse. Tole gledam, Tomaž, tole gledam vprašanja, ki ste jih poslali, večina je bolj kot ne nekih linkov do blogov in prosto Tomaža za mnenja, tako da jaz bom ta vaša vprašanja posredoval naprej Tomažu in boste potem na vezi z njim, tako da Tomaž, boš imel nekaj dela z odgovori. No, saj mogoče, če na kakšnega pa kar tukaj odgovoriva, ker lahko to sem potem zagotovo so to taka vprašanja, ki pride prav še komu drugemu, ne sem. Tako lahko greva na enega, ki ga tole gledava, se pravi. Pa misliš, da bo ta gospod zadovoljen, da ga tukaj predstavimo njegovo stran, bi mogla mogoče skoraj dovoljenje imeti, ali kaj. Čakaj sem, da preberem vprašanje. Aha, ja, je vprašanje tako, da je zastavljen, da jaz mislim, da lahko javno to veva. Ja, jaz sem gradeva. Od gospoda Boštjana. Še malo reklame za njegovo spletno stran. Spletna stran, Tomaž. Dobre. Skratka, gospoda Tomaža oziroma Boštjana, se opravičujem, zanima hitro prvo mnenje o tej spletni strani od nekoga, ki že ima izkušnje, torej Tomaž na hitro. No, zagotovo rabim malo več časa, da bi dal neko tako, bi rekel, malo bolj relevantno mnenje, ampak če to čisto pač na hitro pogledam, pač neki blog z, bi rekel, takim dnevnim vsebinam, ki se pač nam dogajajo, ne. To so stvari, ki pač jih ljudje radi spremljajo. Tukaj vidim, da imate tudi povezave na vse socialne omrežja. Jaz upam, da tudi lepo zbirate všečke na Facebooku in to na Facebooku objavljate in tako naprej. Je pa sam na hitro, ko sem pogledal, ne, nisem pa v nobenem članku videl, da bi bil vsaj malo delano na optimizaciji, ne. Tako da tukaj vidim še en tak prostor, da bi lahko pač si povečali obisk na osnovi tega. Tako si rekel, težko je to zdaj na temle webinarju, v bistvu smo že 45 minut na webinarju, rekli smo, da bo pol ure do 45 minut, tako da smo ravno prav
speljali vse skupaj. Jaz vas še enkrat povabim na seminarje, kjer boste imeli možnost Tomaža vprašati, karkoli vas bo pač zanimalo, mogoče tudi take primere tam pogledamo, dosti bo pavz vmes, boste imeli čas za kosila, po seminarjih bomo imeli možnost za vprašanje, tako da vsi tisti, ki imate takšne zadeve, ste lepo vabljeni. Tudi na strani gor, kjer je možnost prijave na tele seminarje, imate možnost, imate gor program samih seminarjev in na koncu navedeno, da pridite pripravljeni, pustite čim več vprašanj oziroma pridite na seminarje z vprašanji, tako da boste res odnesli, kar se da največ iz teh seminarjev. Tako da, kar se mene tiče, je za ta webinar to. Tomaž, še ti kaj mogoče? To je tako, jaz bi se zahvalil za pozornost, več pa na teh naših seminarjih. Tako, tale webinar bomo dali na naše YouTube kanale in na spletne strani, tako da boste si imeli možnost pogledati tudi posnetke, ostanite oziroma prijavite se na naše mailing liste, da boste obveščeni o naslednjih webinarjih, še velikih bo na take zanimive teme in veliko primerov bomo še pokazali, tako da vsekakor vabljeni k spremljanju. Tako, to je to. Hvala vsem še enkrat za udeležbo na tem webinarju, kar nekaj se nas je zbralo, tako da hvala še enkrat, lepo se imejte in se vidimo v kakšni drugi priliki. Adijo.